All for rainbow. 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 Dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat epizodo posvečamo chemseksu in z mano je Simon iz Drogarta, s katerim se bom pogovarjala, kaj chemseks je in ja, vse o tem. Ja, lep pozdrav, ne. Hvala za povabilo v vaš podcast. Se mi zdi ful pomembna tema chemseks, tako da sem vesel, da bova kakšno rekla o tej temi. Mogoče za vse poslušalke, poslušalce, ki še ne vejo, kaj pomeni chemseks, kaj sploh je chemseks? Ja, chemseks je fajn, ja, da najprej definirava, kaj sploh pomeni, drugače obstaja več nekih različnih definicij, ampak neka taka osnovna definicija gre pa v bistvu za seks pod vplivom psihoaktivnih snovi. Tukaj sicer gre pol za neke različne kontekste, lahko je to pred seksom, med seksom, po seksu, ampak ja, glavni point je spolni odnosi pod vplivom psihoaktivnih snovi, predvsem med moškimi, ki seksajo z moškimi, kjer imamo pa še neke dodatne specifike, ki vplivajo na to. Okay. Zdaj, res smo se že nekaj pogovarjala, da David Stewart je nekako začel bolj aktivno začel z naslavljanjem te teme pa zasvojenostjo, ki mogoče pride z uporabo drog. Ja, res je, ful fajn, da si ga omenila. David Stewart je pomembna oseba na področju chemseksa in v bistvu žal je ravno prejšnji mesec David Stewart umrl. Drugače gre za strokovnjaka iz področja chemseksa iz Anglije. Je pa v bistvu zelo pomemben, ker se je skoraj 20 let že ukvarjal s tem področjem, sploh v zadnjih nekih 13 letih, odkar je tudi chemseks problematika bila malo bolj aktualna, no, in je tudi dejansko se veliko dogajalo na tem področju. Je pa v bistvu zelo pomemben tudi za nas na Drogartu, ker smo nekaj približno 5 let nazaj smo se tudi mi začeli bolj aktivno ukvarjati s tem chemseks problemom in s to tematiko, in takrat nam je bil v bistvu David Stewart zelo veliko pomoč z vsemi nekimi gradivi, raziskavami, orodji, ki jih je on naredil v teh 15 letih. In mi je sicer zelo žal, no, ne, da je preminulil, ampak se mi zdi pa super, no, da sva danes izkoristila to priložnost in da nasloviva to temo, ki je pa še vedno ful aktualna. Predstavljam si, da kljub temu, da je možno uporabljati droge na nek varen način, vseeno hitro pride do zasvojenosti. Mogoče vprašanje, ali je možno prakticirati sploh varen chemseks? Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, pač ljudje, ki prakticirajo chemseks, imajo sicer zelo različne motive, zakaj ga prakticirajo, in tukaj bi mogoče najprej to omenil, da je pri tem, ko prakticiraš chemseks, zelo pomembno, kaj je tvoj glavni motiv, ker je zelo tanka meja med tem, da ti mogoče uporabljaš psihoaktivne snovi oziroma droge za neko eksperimentiranje, za neko povečanje užitkov pri spolnem odnosu, ali pa med tem, da zlorabiš uporabo drog, če je mogoče tvoj motiv neko reševanje težav, neko reševanje stisk, ki jih čutiš, in uporabljaš drogo za ta namen, da pozabiš na te težave. Tako da najprej sem to hotel omeniti, da je tu zelo tanka meja, ker če zlorabljaš uporabo drog, je potem zelo hitro lahko pride do odvisnosti, ki je pa v bistvu zelo velik problem. Rad bi pa omenil še to, omenila si varno prakticiranje chemseksa, varno uporabo drog. Tu moram res jasno poudariti, da varne uporabe drog ni, lahko je samo manj tvegana uporaba drog. In mi na Drogartu smo ravno zaradi tega delamo tudi na tem področju. Glavni cilj chemseksa in ozaveščanja o chemseksu je to, da pač
mladim, ki se odločijo za prakticiranje chemsexa, probamo ponuditi neke smernice, kako lahko manj tvegano uporabljajo droge in prakticirajo chemsex. Tako da edina varna stvar bi bila, da pač ne uporabljajo drog, če se pa že odločijo za uporabo drog, kar je pač odločitev vsakega posameznika, so pa pač neke smernice, ki jih lahko upoštevajo, zato da res čim manj tvegajo. Ja, v enem intervjuju, ki si mi ga poslal, sem prebrala, da je intervjuvanka rekla, da dokler ne vem, uporabljaš droge in ti nekako izboljšajo življenje, da je to ok, ampak ko pa vidiš neke slabe posledice, pa je že čas, da poiščeš mogoče kako pomoč, če se sploh zavedaš. Ja, vem, o katerem intervjuju govoriš. To je bil intervju z mojo sodelavko Mino Paš, ki je tudi svetovalka v naši svetovalnici. Mimogrede, bi tu mogoče omenil, da kdorkoli ima kakšno težavo zaradi uporabe drog oziroma zaradi prakticiranja chemsexa, se lahko kadarkoli obrne na našo svetovalnico, ki je čisto anonimna, brezplačna in tam lahko dobi neke nasvete oziroma karkoli ta oseba rabi. Mina je pa tudi se ukvarjala s tem področjem seksa pod vplivom drog in je tu v tem intervjuju zelo dobro nekako predstavila to razliko med tem, ko je pač lahko chemsex nekaj čisto ok, če se tebi zdi poleg tega, da pač upoštevaš vse neke te smernice, ki sem jih že prej omenjal, če se osebi zdi, da pač chemsex oziroma neko to eksperimentiranje v seksu izboljša njegovo življenje, je to čisto ok, ker pač lahko mogoče kakšne osebe rabijo samo nek dodaten push za to, da se malo sprostijo, da prakticirajo kakšno stvar, ki si je mogoče trezne ne upajo, pa to še ne pomeni, da je trezna ne bi počela, ne. No in je lahko to čisto ok, medtem ko če pa oseba vidi, da chemsex oziroma uporaba drog negativno vpliva na njihovo življenje, če mogoče, ne vem, cel vikend konzumirajo droge, nevarno seksajo, če se tako izrazim pod narekovaji, v smislu, da zelo tvegajo z možnostjo kakšne spolno prenosljive okužbe, ali pa če grem še korak dlje, da prihaja do kakšnega nezaželenega seksa, kakšnih posilstev, konsenz je tudi zelo pomembna tema. In če to pač potem osebi vzbuja neke negativne občutke, če pol cel teden rabi, da pride k sebi, pa to več ni ok, in to je zelo pomembno, da sama oseba pri sebi presodi, kakšen vpliv ima ta praksa na njegovo življenje. Še vedno se mora vsak posameznik sam odločiti, če želi kaj spremeniti ali mu je čisto ok način življenja, ki ga prakticira. Kako pa mogoče nekdo, ki se že srečuje z zasvojenostjo, kako lahko nekomu pomagamo? Zasvojenost je res kar hud problem, kar sem že omenil, je zelo tanka meja med tem. Pogosto se pač osebe, ki so zasvojene, niti ne zavedajo tega, da so zasvojene. In tukaj je v bistvu, bi jaz rekel, zelo pomembno, da imajo te osebe nek širok krog nekih prijateljev, družine, partnerjev, na katere se lahko zanesejo. In zelo je fajn, jaz bi rekel, da je glavna stvar neka komunikacija, da se res komunicira o teh stvareh, da daš osebi vedeti, da se ti lahko zaupa, da ti lahko zaupa kakšne težave, da se pač pogovarjaš o teh njegovih vikend prigodah s chemsexom in da mu daš vedeti, da ti lahko pač zaupa. In potem tudi težko je zdaj mogoče, če je oseba zasvojena, je tudi neka meja, do kjer ti lahko pomagaš, kjer pa je vseeno boljše, da se to osebo usmeri k kakšnemu strokovnemu delavcu, ki se s tem ukvarja. Tako da je tudi ful pomembno, da se mogoče ljudje pozanimajo o teh stvareh. Več si lahko recimo preberejo na naših spletnih straneh Drogarta. Ena stran je recimo www.drogart.org, potem imamo še spolno prenosljive okužbe.si, plus še mogoče spletna stran chemsex.si,
In tam so vse neke informacije, ki jih je fajn, da jih osebe imajo, da lahko potem primerno tudi napotijo svoje prijatelje, če se ti recimo zdi, da ima tvoj prijatelj težavo, da ga lahko potem napotiš. Rečeš, ne, pojdi k drogartu, pa se lahko tam pač pogovoriš. Okay. Zdaj, omenil si že, da je dosti bolj popularna uporaba drog pri seksu v MSM populaciji. Ja. Zakaj misliš, da je ravno pri MSM populaciji tako popularno, ne toliko pri drugih osebah? Ja, to je dobro vprašanje. Tu bi sicer omenil, da sploh na drogartu, kjer imamo veliko stika z mladimi in to so lahko pač straight ljudje, MSM ljudje, pač zelo širok spekter vseh ljudi, je pač popularna uporaba drog v kontekstu seksa pri vseh. Sploh v zadnjem času zaznavamo, da tudi med straight populacijo je vedno več nekega seksa pod vplivom drog. Ampak ja, kot si pa omenila, pri MSM populaciji, se pravi moški, ki seksajo z moškimi, smo pa delali tudi že več nekih raziskav, tudi že v zadnjih 30 letih je bilo več nekih tujih raziskav narejenih na tem področju in je bilo dokazano, da res MSM populacija je bolj dovzetna za uporabo psihoaktivnih substanc in za seks pod vplivom psihoaktivnih substanc. In zato so zdaj lahko ful eni različni razlogi, ful enih dejavnikov, ki vpliva na to. Definitivno se mi zdi en ful pomemben dejavnik to, da je pač LGBT skupnost že celo svoje življenje pač tarča neke homofobije, diskriminacije, tudi ponotranjene homofobije. To so pač neki družbeni pritiski, ki na nekoga vplivajo bolj, na nekoga manj. Mogoče se jih niti ne zavedamo tako. Sploh straight populacija se mi zdi, da se s tem ne sooča na tak način in se mogoče ne zaveda vpliva, ampak dejansko je tudi to en izmed zelo velikih razlogov, zakaj so osebe pač bolj dovzetne za to, da uporabljajo droge, zato da pač mogoče lažje pozabijo na to neko diskriminacijo, ki jo doživljajo ali v družbi, ali od družine, ali tako naprej. Pa je pa še ena druga stvar, ki bi jo mogoče tu omenil, in sicer vpliv teh geosocialnih aplikacij, ki so sicer v zadnjih letih tudi v straight populaciji ratale ful popularne, ampak bi pa vseeno omenil, da Grindr recimo, kjer je glavni cilj pač zmenkarije med moškimi, ki seksajo z moškimi, je bil v bistvu že pred Tinderjem recimo narejen in vseeno je ta populacija, se mi zdi, že prej začela s tem instantnim klikom, ko imaš pač en klik stran neko osebo, ki ti ponuja seks in mogoče še kakšne droge zraven in tudi to je ena stvar, ki je vplivala po mojem na to, da je med to populacijo več nekega takega eksperimentiranja pri seksu in uporabe psihoaktivnih snovi. Razmišljala sem kako recimo z transspolnimi osebami ali pa transmoškimi, če je pri njih kaj drugače, če mogoče veš ali... Pri transspolnih osebah oziroma pri transmoških bi jaz rekel, da je vseeno kar podobno, so tudi definitivno ena izmed bolj rizičnih nekih teh podskupin, predvsem zaradi tega, ker so pač deležne veliko ene diskriminacije, neke stigme, nekih težav, ki jih imajo, ki so povezane s tem, da so pač transspolne osebe in tle mislim bolj težave v samem sistemu, od teh, sprememb dokumentov in čisto vsega, in to so vse neke stvari, ki lahko zelo močno vplivajo na psihofizično stanje osebe. Seveda ne morem posploševati, da je pri vseh transspolnih osebah tako, ampak recimo neke študije iz tujine, ki sem jih bral, poročajo tudi o dosti nekih spolnih delavcev, ki so, oziroma transspolne osebe, ki se ukvarjajo z spolnim delom in tudi tam je v bistvu ful velika uporaba psihoaktivnih snovi. In definitivno je tudi pri tej skupini to lahko problem, ampak ni pa nujno, da je problem. Kot sem že prej omenil, zdaj sva mogoče malo bolj govorila o nekih problemih, lahko je pa to tudi čisto nekaj pozitivnega, če ima oseba neke meje, če spoštuje neke te smernice. Ampak mislim, da celotna LGBT skupnost
ima večje tveganje pri prakticiranju seksa pod vplivom drog, kakor v primerjavi z ostalo populacijo. Mogoče za vse, ki se že, ki ne vem, droge predstavljajo nek wow, jaz pa hočem to probati. Mogoče lahko tudi testirajo droge pri vas na Drogartu, preden se odločijo za uporabo. Ja, res je. Zdaj, mogoče, če se vrnem na samo uporabo drog, bi najprej to mogoče omenil. Pač v vsakem primeru je uporaba drog tvegana in predstavlja neke nevarnosti. Tako da preden se oseba odloči za uporabo drog, je res ful pomembno, da se pozanima o substancah, ki jih želi konzumirati, in te informacije lahko najde na naši spletni strani drogart.org. Zelo je fajn, da drog ne jemlje sama, da jih vzame mogoče pač v družbi kakšnih prijateljev oziroma nekih oseb, ki jim lahko zaupa. Zelo pomembno je tudi, da je mogoče kakšna oseba v tej družbi trezna, da lahko čuva pač te osebe, ki vzamejo kakšno drogo. Tako da ja, na Drogartu definitivno ne mislimo moralizirati in obsojati te odločitve. Spodbujamo pa manj tvegane odločitve. In ena izmed teh stvari, s katero lahko zelo zmanjšamo tveganje pri uporabi drog, je pa tudi testiranje drog, ki si ga omenila. Tega imamo vedno več. Testiramo droge že več kot 5 let na Drogartu zdaj. In sicer testiranje se izvaja na Drogartu 2-krat na teden. Je čist brezplačno, anonimno, ni potrebne nobene identifikacije. Oseba pač zgolj pride na Drogart v času teh uradnih ur, in to je ob ponedeljkih med 10. in 18. uro, pa ob petkih med 16. in 18. uro, se pravi od 4 do 6. No. No in ja, v tem času oseba prenese vzorec droge, ki jo želi konzumirati. Mi potem ta vzorec pošljemo v laboratorij, s katerim sodelujemo, to je Nacionalni laboratorij za prehrano in zdravje v Mariboru. In nekje približno v roku enega tedna ta oseba dobi rezultate testiranja, kjer pa zve, kaj točno je sploh snov, ki jo je prinesla, ker pogosto se zgodi, da mogoče oseba misli, da ima kokain, pa ima v bistvu čisto nekaj drugega, kar je lahko recimo še bolj nevarno. Tako da ja, zve, kakšna je snov, kakšna je čistost te snovi, se pravi, če so še kakšne primesi druge not, ker lahko so tudi namešane še kakšne primesi, ki so lahko same po sebi veliko bolj nevarne kot sama substanca. Tako da je zelo pomembno, da veš, če je tvoja snov, ki jo hočeš konzumirati, čista. Druga stvar je pa še to, da zveš, kakšna je sploh koncentracija te snovi, ker na podlagi tega lahko potem tudi oseba prilagodi dozo. Ker če imaš ti zelo močen, 96% kokain, bomo mi seveda pač tudi naše uporabnike opozorili, da mogoče pač s tem primerno zmanjšajo dozo, kot če imajo pa 20% kokain, ker je lahko zelo hitreje pride do predoziranja. Tako da testiranje je definitivno glavni korak, eden izmed glavnih korakov pri manj tveganju uporabi drog, in definitivno bi priporočal, če se oseba odloči, da pride prej testirati. Ja, jaz sem prišla do konca svojih vprašanj. Imaš še ti mogoče kaj za dodati? Ja, ena stvar, ki bi jo mogoče še omenil, ko govoriva o seksu pod vplivom drog, in se mi zdi, da je zelo pomembna, in se mi zdi zelo pomembno, da se tudi tega dotakneva, je konsenz. Mislim, da je treba o tem ful veliko govoriti, ker se mi zdi, da se premalo govori o tem in preveč pogosto prihaja do situacij, ko pride do spolnega odnosa, kjer ni bil podan konsenz, in ker se o tem ne govori, imajo tudi žrtve potem večji problem oziroma težavo, da o tem spregovorijo. In to je pač problem že na splošno, če rečem pri nekem navadnem seksu, treznem seksu, kaj šele pri seksu pod vplivom drog, ko vsem malo popustijo zavore, malo je zamegljena situacija, ne spomni se čisto točno vsega, odvisno tudi po kakšne droge vzameš, koliko drog vzameš, ampak jaz bi tukaj res pač poudaril, da tudi če se oseba odloči, da bo zdaj z nekom seksala pod vplivom drog in se med seksom kar naenkrat ne počuti več okej, ker
pri konzumiranju drog se moramo zavedati, da so tudi možni kakšni negativni učinki, ni vse samo in sploh super, ne, neka evforija in pozitivni učinki, zaradi katerih ljudje jemljejo droge. Lahko pride tudi do kakšnih slabosti, težav z dihanjem, ne vem, pač nekih negativnih učinkov in hočem povedati, da pač oseba ima kadarkoli pravico, da pač reče ne in ful je pomembno, da to potem tudi spoštujemo. No? Samo ja pomeni ja. Več uporabnikov, s katerimi se srečujem tekom svojega dela, mi tudi pove, da ne vem, ko prakticirajo chemsex, konzumirajo kakšno drogo in vmes malo recimo blackoutajo, to je recimo droga GHB, ki je kar precej popularna na chemsex sceni in če vzameš kakšno kapljico preveč tega GHB-ja, lahko zakumiraš. Ampak pogosto se dogaja, da pač oseba potem še vseeno seksa s to osebo, ki je zakumirala. Ne? In tukaj bi pač poudaril, da samo ja pomeni ja. Če oseba ni zmožna reči ja ali pa ne, pol ni dala privolitve. Ne? In je fajn, da imamo to v mislih. No? In da tudi, če pride do kakšnih takih scen, je pa lih to bolj ful pomembno, kar si prej vprašala, kako lahko pomagaš osebi, ki se ti zdi, da ima težave, da se pač o teh stvarih pogovarjaš in da daš osebi vedeti, da daš svojim prijateljem vedeti, da se lahko o teh stvarih pogovarjajo s tabo. No? Ker to je ful traumatična izkušnja. Če ti veš, da si z nekom seksal, pa se ne spomniš čisto točno, pa si zakumiral, pa sploh ne veš, a si seksal s kondomom, a nisi, a je bil še kdo zraven, da so bili 3, a jih je bilo 5, a je bil 1. In to je lahko ful traumatično in je ful moralni maček pride na površje in je fajn, da takrat ima oseba nekoga, ki se lahko pogovori o tem. Tako da komunikacija, no. Tudi med prijatelji, pa tudi recimo z osebami, s katerimi seksaš. Je tudi ful pomembno, da se že prej o teh stvarih pogovarjaš, no. Kako pa je potem, recimo, popularni, zdaj sem se spomnila, da so tudi popularni chemsex partiji, kjer je pač več ljudi prisotnih. Je v tem primeru boljše, da je vsaj ena oseba prisotna, ki je koliko toliko trezna, da če vse osebe uporabljajo droge, da koliko lahko pol, ne vem, vplivaš na to, da... Ja, razumem. Ko govorimo o chemsexu, imava tu, mogoče bi še prej to omenil, da imava več nekih različnih praks. Ne? Lahko gre to za seks pod vplivom drog, ko ne vem, s svojim partnerjem si želiš malo popestriti seksualno življenje in pač vzameta neko drogo in na tak način prakticirata chemsex. Imaš potem še kakšne druge scenarije. En izmed pa teh pogostih scenarijev med moškimi, ki seksajo z moškimi, je pa tudi to, da so neki skupinski seksi, kjer je lahko od 3 tudi do 20 oseb naenkrat. Lahko je to, ne vem, en večer, petek zvečer, lahko pa tudi traja od petka do nedelje. Ne? In se v tem celem vikendu izmenja ful enih seksualnih partnerjev. To je tudi zelo povezano s temi aplikacijami, ki sem jih prej omenjal, ker pač greš na Grindr, pa tam iščeš ljudi, ki jih vabiš na seks, oziroma iščeš ti kakšne partije, na katere bi šel. In ta oblika prakticiranja chemsexa se mi zdi ful bolj rizična v primerjavi z tem, če prakticiraš chemsex s svojim partnerjem. Ker recimo že eno je ta komunikacija z svojim partnerjem, se mi zdi, da se ful lažje pač pogovoriš o nekih mejah, ta konsens, ki sem ga že prej omenjal, kakšne droge se bodo konzumirale, kakšni so možni neki zapleti in te stvari. Medtem, ko imaš pa ti tam na kupu, ne vem, 15 ljudi, ki jih pol ne poznaš, jih prvič vidiš ali pa celo vse prvič vidiš, je ful problem, ker pač ni komunikacije in ena stvar je ta, da res pač se probaš komunicirati s temi osebami. Jaz bi rekel, da definitivno je boljše, če je kdo zraven trezen, da pač malo lahko čuva vse te ljudi, ampak bodva realna, najbrž ne bo noben trezen, no, in pač če že noben ni trezen, je pa recimo so lahko neke take smernice, to, da se pač držiš, da probaš konzumirati čim manj različnih drog, ker mešanje drog je lahko tudi zelo tvegano in na teh chemsex partijih se pogosto dogaja, da se konzumira od alkohola do GHB-ja, do ketamina, do, ne vem, popersa. Fajn je, da se držiš ene droge oziroma čim manj drog,
Potem je tudi ful fajn, ne vem, da mogoče tista oseba, ki organizira ta chemsex party, da ima mogoče tam nek seznam oziroma nek papir, kjer piše gor, kdaj so kaj vzeli, koliko česa so vzeli, ker je tudi to doziranje zelo pomembno. Zelo hitro se zgodi, da ko si ti zadet, malo pozabiš, malo izgubiš občutek za čas in potem prepogosto doziraš neke droge. Fajn je tudi, da se prej droge testira, ne? Zdaj, ne vem, včasih je tako praksa na teh partijih, da tisti, ki organizira party, tudi poskrbi drogo. In je fajn, da pol ta oseba ima to v mislih, da že prej gre testirati drogo, recimo, ne? Da je poskrbljeno za neko zaščito, ne? Nisva še nič kaj veliko govorila o zaščiti, pač pri chemsexu je tudi zelo rizično to, ker je pogosto, da gre za seks brez kondoma, ker si pač in the heat of the moment in ti je zadnja stvar, da bo zdaj ti natikal še kondom, ampak še vseeno je to ful pomembno. Če pa že ne, je pa pomembno, da se osebe redno testirajo, da uporabljajo mogoče PEP in PrEP. To je mogoče še ena stvar, ena novost. V Sloveniji imamo končno dostopen tudi PrEP. To je predekspozicijska profilaksa, to je zdravilo, ki ga v bistvu jemlješ pred nekim tveganim seksom in te potem to zdravilo zaščiti pred tem, da bi se okužil s HIV-om. In to je bilo še do nedavnega plačljivo v Sloveniji in težje dostopno, zdaj po novem pa lahko osebe dobijo ta PrEP pri specialistu na infekcijski kliniki brezplačno in to se mi zdi ful pomembno, no? Ker ravno za take osebe, ki prakticirajo te neke skupinske chemsex scene, pride ta PrEP zelo upoštevno pri tem, da zmanjšaš tveganje za neke okužbe. Tako da ja, to so recimo neke smernice, ki se mi zdijo pomembne, če greš na grupni seks. Lahko tudi mogoče povabim potencialne prostovoljke, prostovoljce, ki jih zanima mogoče, ki bi jih zanimalo pomagati na Drogartu, da vam pišejo. Ja, ful hvala, no, da si to omenila. Ja, jaz bi za konec mogoče pač najprej bi se ti zahvalil za povabilo, zdi se mi zelo pomembna tema in fajn, da sva o tej temi govorila. Ena stvar je, da bi pač na Drogartu imamo zelo veliko prostovoljcev, ki so vključeni v vse naše programe, med drugim tudi v ta področje chemsexa in naš program spolno prenosljive okužbe v nočnem življenju, kjer se ukvarjamo s tem chemsexom. In zelo je dobrodošla pomoč kakšnih prostovoljcev. Naši prostovoljci potem večinoma delajo na terenu, delamo na različnih dogodkih, na kakšnih površinah, kjer se zbirajo mlade osebe, ki konzumirajo alkohol in kakšne druge droge in tam potem ozaveščamo osebe o varni spolnosti, o manj tveganem konzumiranju drog in alkohola. Tako da bi povabil vse, ki jim je to zanimivo, ki bi radi mogoče pomagali, ki so mogoče sami kdaj imeli kakšne težave s tem, pa bi zdaj radi mogoče pač pomagali komu drugemu, ali imajo prijatelje, ki imajo težave, pa imajo za to željo, da ji pomagali, ali kakršenkoli že razlog, bomo zelo veseli pomoči. Lahko nam pišejo na simon.kovacic@drogart.org, to je moj mail, pa bom zelo vesel na vsakega kandidata, kandidatke. Bi pa mogoče ob tej priliki omenil še tudi povabil vse mlade, ne vem, ljudi, ki konzumirajo droge, ljudi, ki prakticirajo chemsex, karkoli, bi jih povabil, da pridejo k nam na Drogart. Drogart ima 2 infotočki, ena je v Ljubljani, ena pa v Mariboru, kjer smo vsak dan odprti od 10 do 4 in smo v bistvu na voljo za kakršnekoli informacije, za pogovor. Še bolj pa mogoče, ne vem, za brezplačne kondome, za brezplačne lubrikante, za informacije o drogah, letake, kupone za taksi. Ni da ni, no, imamo zelo veliko enih ozaveščevalnih takih promocijskih materialov, recimo tudi za to testiranje drog, ki sva ga že omenjala, tako da bi povabil, no, da pridejo nas kaj obiskati in bomo zelo veseli obiska. Super. Hvala tudi tebi. Sem tudi jaz vesela, da si bil moj gost. Super, ne? Pa še kdaj. Ja. Vsem poslušalkam, poslušalcem pa želim lep dan in se slišimo v naslednji epizodi. Čau!
All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow.